jaz pogledam posnetek pa rečem, po 100 kilometrih prelaupal cilj, to ni možno. Ja, jaz imam mišljenje, da treniraš za tekme, ne tekmuješ za trening. Nastane problem, ko na postajah nastane tišina. Takrat je bilo nekaj narobe, ko se samo usedem, dam glavo dol, Urška utihne, v bistvu takrat se je potem začela nova tekma. Ne tekma proti ostalim, ampak tekma z rekordom. Če sem iskren, sem iskal bolj kot ne najtežjo pot tu na Koroškem in kdor je šel po železarski poti na Uršljo goro, ve, kaj zahteva, sploh pri spustih. Dame in gospodje, spoštovani in spoštovane, gremo na Prevalje, že dolgo nismo bili na Koroškem, zadnji čas, da se spet vrnemo v ta prelepi konec Slovenije, sicer zdaj le že tema, ko tole snemamo, ampak sem zelo vesel, da je z mano Jon Lichtenegger-Widmayer. Jon, živijo. Živijo. Kakšno je vreme zdaj na Koroškem? Pa v bistvu kar hladno, sicer ne toliko, koliko bi bilo v tem času, ampak čakamo na zimo. Ja, pri nas je vreme zdaj tudi bolj tako temno. Zakaj to pravim? Zato, ker imam to še dodaten razlog več, da ne grem ven. Ti rad tečeš po zimi, po temi in tako naprej. V bistvu po temi, ja. Po zimi pa mogoče sem rejš na smučeh, na tekaških, na turnih. Tako da po zimi se malo izogibam teka. A daj nekaj, mislim, hočeš reči, da tudi s tekom na smučeh, pa s turnim smučanjem ohranjaš, rekel si, neko svojo kondicijsko bazo, ali kako? Ja, poskušam po zimi. V bistvu kot bivši alpski smučar so mi kar blizu smuči, tako da jih poskušam čim bolj izkoristiti. Čim dlje. Čim bolj in čim dlje. Ja, o tem bova še kakšno rekla. Jon, je konec saj tekaške sezone za tebe letos, a imaš še kaj v planu? Ne, to je to za letos. V bistvu sem za zadnjo tekmo z obalo sem končal, tako da sem že tudi 2-3 tedne skoraj brez teka. Zdaj pa počasi se spravljam nazaj, da lahko pol čim prej začnem spet sezono. Da je prva tekma na sporedu, to že veš gotovo? Verjetno aprila, Istra, ni še 100%, ampak to je želja. Istra, 100 ali 100 mil? Kako drzen boš? Ja, me mika 100 mil. Poskušam priključiti še to razdaljo. Letos neuspešno, upam, da bo drugo leto kaj bolj, bomo videli. Kraljevska razdalja, ultra trailu, ja, začetek, dragi Jon, 3 stavke sem si spisal o tebi, zato da te predstavim najini publiki. Se vem, da te poznajo tisti, ki hodijo na traile, ostali pa morali začeti, ker predvsem tam te vidijo. Kdo je Jon Lichtenegger-Widmayer, se sprašujete? Ja, diplomant in magister programa kineziologije na Fakulteti za šport v Ljubljani, ki dela na področju kondicijskih priprav, vad po poškodbah in individualnih vad po koncu kariere alpskega smučanja. Ja, ker je bil kar dober, se je znašel v trail teku, ker je zelo hitro pokazal svoje kvalitete. Zmagal je na 100 v Vipavi, pred domačim občinstvom na K24 in pred kratkim, kot je že omenil, na Obala trailu. Korošec iz Prevalje, izjemen talent, ki ne mara cestnih tekov, enkrat pa bi rad tekmoval na UTMB. Rekel si v enem intervjuju, na UTMB grem tekmovat, ne nastopiti, ha? Kaj si mislil s tem? Ja, povej. V bistvu mi je želja, da si to tekmo sploh zaslužim, da pridem tja pripravljen, najboljše, kar je možno, da ne grem pogledat tja, kako zgleda ta tekma, ampak da grem odtekmovati, oddelati, pa tudi pričakovati kak rezultat. Sklepam, da spremljaš UTMB najbrž skozi leta, saj zadnja leta, kar si domač v ultrateku, ali kako? V bistvu zadnji 2 leti bolj podrobno, ja. Prej pa, če sem čisto iskren, z
Samim trail tekom sem se spoznal šele leta 2019. Še ne kot tekač, ampak takrat sem sploh v bistvu pobliže spoznal trail tek. Zdaj, ja, do tega bo prišla. Zdaj mi povej, kdaj si začel se ukvarjati s športom v mladosti? Ne? Ali bo to smučanje prvo, kamor si zašel, ali si že kaj prej poskušal v športu eksperimentirati? Ne, v bistvu alpsko smučanje je bilo kar zgodaj, mislim, da pri 5-6 letih, pa vse do 19. leta. Teda to je bilo neko obdobje v življenju, na katerega imam kar lepe spomine. V bistvu me je ta šport izoblikoval, naučil marsičesa. Imam lepe spomine, ampak nekako malo grenek preokus, ker mogoče nisem dosegel tega, kar bi lahko, kar sem želel. Tako da mogoče pa to zdaj podoživljam skozi trail tek. Zdaj, kje si se navdušil nad alpskim smučanjem? Je to tista generacija s Koširjem pa Kuncem? Je bilo to kaj drugega? Kje si prve zavoje recimo naredil? Ne? To znajo vsi smučarji povedati, kje so začeli se dričati. Kje si ti začenjal? V bistvu to blizu Preval, Rimski vrelec, kot je. Je pa na Koroškem, tako da vsaj takrat nogomet ali pa smučanje. Tako da neki velike izbire ni bilo, pa sem vzel smučanje. Imam reč nižje temperature, sneg, kot pa vročina, tako da vedno je bilo v spredje zima, zimski športi, smučanje, kot pa vse ostalo. Zdaj, ko si začel smučati, si kmalu tudi tekmoval, najbrž se pokazal, prišli so uspehi, ker vztrajal si v tem športu, skoraj 15 let, to je kar dolgo, no? To pomeni, da si nekaj obetal ali imel ambicije ali kako? Ja, sigurno, želje so bile visoke, tudi določeni uspehi, so pa v zadnjem letu bile številne poškodbe, tako da tudi mogoče zaradi tega potem sem se odločil, da končam. Ampak sem se po vsaki poškodbi vrnil še močnejši, tako da sem tudi sebi dokazal, da mogoče to ni uvera. Je bil pa glavni razlog, da končam verjetno vpis na fakulteto, ker sem vedel, da če se takrat ne vpišem, če ne grem študirati, da je potem bolj mala možnost, da bom sprejet, da se bom odločil za to. Tako da mogoče zaradi tega, ja. No, odločitev najbrž ne obžaluješ, saj danes po teh, ne vem koliko, 8 letih potem imaš za sabo kar uspešen študij, ne? Ja, sigurno še pomislim na to, še grejo misli nazaj, ampak na koncu, ko pogledam nazaj, sem kar zadovoljen za uspehi, za odločitvijo, za vsem, da ne obžalujem. Če se ne motim, je bil tvoj trener tudi Mitja Kunc, naš znani olimpijonik. Tudi Mitja Kunc, ja, in tudi Aleš Gorza, tega dva olimpijca. Dva, bravo. Ja, bravo. Iz Črne na Koroškem, ja. Zdaj, kaj sta te, morda te kdo od njiju prepričeval, potem ko si nehal, da se ne splača še odnehati, ker kažeš res velik talent ali pa kaj takega? Ja, sigurno se vsak dober trener te poskuša prepričati, da še vztrajaš, da nadaljuješ, ampak ko se enkrat odločiš, je to. Bolj ko gledaš nazaj, bolj kot spreminjaš odločitve, težje ti je. Tvoj največji uspeh recimo v smučanju, kje so bile tvoje glavne discipline? V bistvu takrat je bilo treba še voziti vse, ampak najbolj sem užival v veleslalomu in super veleslalomu. Tudi kak smuk mi je kdaj uspel. V bistvu smo pa težave na koncu bolj kot ne v slalomu, tako da slaloma sem se malo izogibal. Tehnične discipline, praviš. Ja. Recimo, kakšna zanimiva, zahtevna proga, ki si jo uspel odpeljati, no pa jo morda gledamo po televiziji vsi ostali?
Ja, v bistvu so spomini iz mojega prvega smuka, ki je bil v Garmišu. Takrat se mi zdi, da sem sploh tretjič, četrtič stal na smukaških smučeh in je bilo kar zanimivo na štartu, sploh ko gledaš izkušene pred tabo, z visoko štartno številko, mogoče vidiš še kak padec pred sabo, tako da ni bilo lahko. Ampak si odpeljal tisto stvar takrat suvereno, pa Ja, sigurno, ni bilo izbire. mislim, ti je všeč vseeno hitrost, recimo veter v laseh, v vinki. Ja, v bistvu to malo pogrešam pri trail teku, zato se mogoče tudi bolj po zimi posvečam smučanju, ker sem v bistvu celo mladost preživel bolj kot ne v visokih hitrostih in to mi manjka, to dejansko pogrešam in mogoče po zimi to najdem na smučeh, da v bistvu malo zažvižga skozi čelado, skozi Se pravi, hočeš reči, na teku ne moreš razviti take hitrosti, da bi žvižgal okoli 6. Ne, mislim, ne da se primerjati z smučanjem, ampak dobro. Zdaj, veliko smučarjev mladih pač zaključi svoje kariere prezgodaj, tudi zaradi poškodb. Kakšno je tvoje mnenje mogoče? No, pa tudi zdaj si študiral športno vzgojo, pedagogiko, pa kineziologijo in vse ostalo, zdaj najbrž v podrobnosti poznaš. Je smučanje, res tako, je zahteven šport, res svoje otroke ali pa najboljše žre v najboljših letih jim jeble vse, ne vem, kaj bi ti rekel? No, je smučanje pač tak šport, da ima procent tistih, ki zgodaj odnehajo toliko večji zaradi tega, ker je pač tehnično zahteven ali pa karkoli. Sigurno, dve stvari sta, po mojem mnenju, prve so poškodbe, po drugi pa prenasičenost, ker se prehitro začne z vsemi tekmovanji, z odsotnosti, z odrekanju dokaj zgodaj in to se ponavadi pol v mladostniških letih obrne in dobijo odpor. Se pravi, prva stvar so pa poškodbe, to so pa pri smučanju, se mi zdi, da nenormalne sile, pritiski in če fizična priprava ni to, kar mora biti, se slej ko prej pojavijo poškodbe, ki pa imajo dolgoročen vpliv in zaradi tega še bolj pomembna kondicijska, fizična priprava. Ja. Se v bistvu poznaš kakšnega smučarja, mogoče svoje generacije, pa s tistih, ki si jih spremljal, da praktično ne bi imel poškodb ali pa da ne bi kakšne sezone izpustil ravno zaradi tega? V svoji generaciji ne, spomnim pa se Tina Maze je kar uspešno, brez večjih poškodb opravila s kariero. Je pa tudi znana po tem, da je nenormalno kondicijsko, fizično bila pripravljena, tako da to mora biti nekaj pri tem. Tako da mogoče ona dober primer, kako brez poškodb speljati tudi tak vrhunski šport, naporen šport, kot je alpsko smučanje. Ja. Ja, dober primer si dal. Je bil kdo iz tvoje generacije, teh, ki ste skupaj trenirali, pol še uspešen ali pa je uspešen med smučarji? Ja, v bistvu je ta generacija, to so eno leto starejši Štefan Hadalin, ko ga zdaj spremljamo sploh v slalomu, v tehničnih disciplinah, potem iz hitrih disciplin Miha Hrovat, pa tudi Žan Kranjec ni veliko starejši od mene, da to je taka uspešna generacija, pa tudi mogoče kak mlajši smučar, ko prihaja še od zadnjih. Tako da to je v bistvu to. Spremljaš potem še tekme svetovnega pokala v televiziji, pa ali rajš ne, ker bi te preveč srbele? Sem imel težavo prve 2-3 leta, jaz sem težko spremljal po televiziji alpsko smučanje, ampak potem vedno bolj. Zdaj pa mislim, da ne mine vikend, da če ne v živo, vse pogledam za nazaj. No.
sploh kakšne spektakularne tekme, mogoče kak smuk, Kitzbühel, to ne spustim. Tako da še spremljam, še gledam, ja. Tvoj idol je bil tudi Bodi Miller, imaš kakšnega svežega, bom rekel, nad katerim si navdušuješ zdaj? Sigurno za vsako generacijo pride kak še mlajši, bolj uspešen. Trenutno me navdušuje Marko Odermatt. V bistvu me navdušujejo ti, ki poskušajo čim več disciplin vključiti, ker zdaj v tem času je to najtežje, ker se pojavljajo specialisti in težko v vseh disciplinah pride nekdo, ko je uspešen, čist zraven, v sam vrh. In ti, ki jim to uspe, jih poštujem z vso mero. Ja. Po tvoje, kdo je najboljši smučar vseh časov? Vseh časov. Recimo, ja, tako. To pa mislim, da ne grem mimo Bodija Millerja, to pa. Človek je bil res stroj, ja, tako da. Je danes, se ti zdi, da je dan današnji sploh še mogoče obvladovati, rekel, več disciplin, biti toliko časa na sceni, kljubovati poškodbam, ali je tako hitro, toliko novih, toliko zahtevno vse skupaj, da je življenjska doba smučarja precej krajša? Krajša, ja, mogoče. Mislim, se najdejo nekateri, ki uspejo vse discipline uspešno združiti. Mogoče niso čisto v vrhu, so blizu. Pa mislim, da tudi tisti, ki pametno zaključi kariero, se odloči malo po 30. letu in ne tvega naprej poškodbe, tako da zaradi tega se mi zdi, da so kariere krajše, da ne vztrajajo tja do 40 let, pa mogoče še s tem z samo starostjo silijo v kakšno poškodbo. Če pogledamo, na primer, Marcela Hirscherja, se je na vrhu kariere, na primer, odločil, da konča. In si tudi s tem mogoče prišparil kakšno poškodbo po nepotrebnem. In to je za mene pametno zaključiti kariero. No? To si dobro povedal. Jaz nisem nikoli bil kakšen prav navdušen smučar, ampak poznam tudi dosti rekreativcev. Je najbolj pogosta poškodba, ne vem, da si strgaš križne vezi ali pa kaj takega, kolena in podobno? Ja, to je v bistvu klasična smučarska poškodba. Strgane križne vezi in poškodba meniskusa. Tudi sam sem dal to skozi in težko se najde, kjer smučar po 20 letu, da v bistvu nima takšne poškodbe, da ni šel skozi to. Kar je po eni strani žalostno, ampak verjamem, da se dela v vse smeri, mislim v smeri, da se to prepreči, ampak včasih so res sile premočne, material preveč agresiven in vedno se ne da nadzorovati vsega. Koliko časa se rehabilitiraš po taki poškodbi, recimo? Zdaj so neke novejše operativne tehnike, ampak tako v osnovi mislim, da tam 8-9 mesecev, da se vrneš sploh pri smučanju, na primer na sneg, pa da zaceliš vse. Ampak vidimo tudi v profesionalnem športu, da se mogoče da hitreje. Vem, poznam kolesarje, pa ne tudi kakšnega skakalca, ki je po kakšnem padcu, po resni poškodbi imel kar malo zadrege, pa strahu se vrniti nazaj, na polno pognati. Kaj pa pri smučarjih, ti si dal to skozi, ko enkrat daš neko resno poškodbo, ali te je pol mogoče malo strah kakšne strmine, pa kakšnega zavoja, ki ti je kdaj naredil škodo? Sigurno ostane nekaj v tebi. Čeprav si mogoče tega ne priznaš, se to kar hitro pozna, sploh na času. Če ne daš mogoče v kakem zavoju vse od sebe, to rabiš kar nekaj časa, ja, da odmakneš vse na stran, pa da v bistvu pozabiš na to poškodbo, koliko se le da. Zdaj ti smučaš neobremenjeno za zabavo in veselje, tako, kad ti duša da, ali kako? Ja, v bistvu zdaj, sploh takrat, ko se je začela ta zadeva s korono, so bila smučišča zaprta, sem
Bolj od takrat naprej sem bolj na turnih smučeh, tako da mogoče tudi naredim en trening v klanec, pa se potem da malo duška navzdol, tako da bolj kot ne sem zdaj na turnih smučeh. Beseda neobhodno sledi vprašanje, kako človek, ki je, mislim, smučanje vse prej kot vzdržljivost in šport, je športna moč, na eksplozivnost, recimo, da tudi včasih na vzdržljivost, na kakšnih daljših, smukih in podobno, ampak vseeno, kako se en smučar potem najde v trailu, ne ultra trailu, to mi je fascinantno, ne? Enkrat najprej se voziš po, tvoje najljubše smučišče recimo v Sloveniji, če še sploh obstaja, glede na to ni benga snega več. Kranjska Gora, Vitranc. No, čakamo na prvi stek Kranjske gore. Kako greš iz Kranjske gore po Vitrancu dol, potem, ne vem, na ultro, pa gor čez Stol, pa čez ne vem, Mežaklo in podobno, nazaj v Kranjsko goro. To mi zdaj ni jasno. Kje si odkril ti trail, recimo? Evo. V bistvu sem bil že kar od nekdaj bolj vzdržljivostni športnik, kot pa v bistvu sem delal vse bolj preko vzdržljivosti, ne toliko na moč. Sem že takrat, ko sem bil v smučanju, imel neke dobre rezultate, tudi v teku, ampak nekako je bilo smučanje na prvem mestu in sploh druge opcije ni bilo. To smučanje je bilo za mene prvi šport in če mi bi takrat kdo rekel, da bom nekoč prelal po 100 kilometrov, hvala lepa. Ampak ne vem, bolj kot tek se mi zdi, da zdaj me navduši to, da na svojem telesu ugotavljam, kaj je zmožno, kje so meje, ne toliko kot sam tek. Ne zdi se mi, da sem na primer tako odvisno od teka, da moram vsak dan teči, da nabiram kilometre, ampak to, da ugotavljam, kje so moje meje, kakšne so zmožnosti na tak način. No, to zdaj si mi pa, si mi pa sploh spodbudil radovednost, kar si zdaj povedal, cel kup enih zanimivih iztočnic si dal. Kaj bi tvoj, recimo, rekel si, vpisal si se na faks, smučanju si pomahal slovo, potem pa kaj, si iskal nov šport, si tekel malo za zabavo, kje si se potem skonektal v, vzdržljivostni šport na te mere, da si, ne vem, potem za slejko prej delal kaj že 100, pa Everestinge za svoje magistrske naloge in podobno. Kje si, poznam mnogo pač športnikov nekdanjih, ki začnejo teči, pa največja stvar, kar imel v življenju, je potem, da po 10 letih odlaufajo maraton, ostalo pa trimčkajo tam pogoto, 10 km na dan, pa so veseli, ko morski prašički, ampak ti si zelo hitro prestavil se na zelo dolge razdalje, pa praviš, da niti nisi obseden s tekom, kar je mrzkrši ultraš, to mi je sploh fascinantno, da pa raziskuješ sam sebe, kako te je povleklo noter, kako hitro si bil, recimo, zdaj na takih razdaljah. No, da najprej povem zgodbo, sploh na kak način sem se spoznal to hočem vedeti. To. Seveda na prvi izvedbi K24 v domačem okolju, ampak takrat ne kot tekač. Spomnim se, da smo takrat z Urško smo bila na počitnicah na Danskem in mi zvečer pokaže posnetek štarta in reče, poglej kaj imajo. Jaz gledam 100 km, sem to so norci, to ni mogoče. Potem zjutraj vstanemo, pa mi pokaže posnetek, ko je bil takrat prvi, mislim, da Slovak, Prijatka v cilju. Jaz pogledam posnetek, pa rečem, po 100 kilometrih prelaufa v cilj, to ni možno. No, in točno čez eno leto sem jaz v bistvu že bil med temi norci in takrat sem tudi sam opravil ta izziv K24. Seveda zaradi tega, ker je tekma sama odpadla. Da sem se pa sploh odločil za to, pa v bistvu takrat v obdobju korone so vsi iz moje v bistvu smeri, iz kineziologije, iz športnega treniranja,
so objavljali neke posnetke, kako preprečiti z vajami, kakšno poškodbo vaje za doma, za različne skupine. In takrat sem se v bistvu odločil, da mogoče pa ne napišem trening za ostale, ne izvedem vadbo za ostale, ampak da mogoče naredim nekaj na sebi, pa na tak način dokažem, da v bistvu kako s pripravo, naprimer se pripraviti na neko tako stvar, ki ti je neznana. In takrat sem se odločil, da se prijavim na to 100-kilometrsko razdaljo K24 in sem v bistvu to poletje porabil za v bistvu to pripravo na tekmo. Jaz se spomnim, ko sem po radiju poslušal takrat v prvem K24, ki je bila taka kar eksotična zadeva. Prej sem vedel, da krog obstaja, pa je bila dirka ful uspešna, pa pride en Slovak, podnese zmago, pa sem rekel, Bog pomagi, kakšna huda dirka, da pride tujec, pa vse pobere. No, ti si rekel, 2020 si hotel iti na štart, pa je korona odnesla tisto dirko. Ja. Pa si šel narediti krog, ali kako? Ja, v bistvu isti dan, ko je mogla biti tekma, sem odlaufal to klasičen izziv K24. To je v bistvu bila moja prva ultra razdalja, no, takrat. Ampak to je bil plan, da to odtečem, to dokažem, da se na to da pripraviti in je to, da končam, ampak plani so se spremenili. No, zdaj mi povej, ta krog K24, za tiste, ki ne veste, to je slabih 90 km dolg krog, čez vse 4, Vršace, Koroške. Čas za zaključiti krog ima človek 24 ur, da se vpiše v ta klub. Je tako? Koliko časa ti si ti? Pa Višincev je svojih, pomagaj mi. Mislim, da 5600, 5700, ja. Koliko časa si ti porabil za ta krog prvič? 13 ur, 20 minut. Kakšen je pa rekord? Ni dosti boljši, če se ne motim. Mislim, da ima Tilen rekord, 11 minut 50, če se ne motim. Tudi kar nekaj 2-3 leta nazaj, ja. In ti si, kdaj si štartal? Zjutraj, zvečer, kdaj si šel? Točno na dan tekme ob uri, ob 10 zvečer, tako da sem delal izziv čez noč. Pa si imel support po progi ali si se sam našel? Ja, sem imel v bistvu vse te ultra razdalje, ki jih upravim, je moj support Urška, ki je na vseh postajah, tako da smo zdaj že kar uigrana. Tako da že od začetka je ona zraven. Pa je Urški naporno to počenja, z veseljem počnete, tako dobro pozna, da točno ve, kdaj ti mora kaj dati, ali kako? Mislim, da me točno pozna, kdaj me treba malo brcniti, uriti, kdaj me treba zaustaviti. Tako da to mislim, da kar dobro izpeljemo. Tudi zdaj proti koncu zadnje tekme mislim, da so postaje vse krajše, da hitro uredimo vse stvari. Opažam pa, da na postajah nastane problem, ko na postajah nastane tišina. Takrat je nekaj narobe, ko se samo usedem, dam glavo dol, Urška utihne, takrat vem, da bo naslednji kilometri naporni. Mislim, da me te dobro prebere. Bravo. V kakšnem stanju sem, ja. Bravo. Pa so ti pred tem tvojim prvim poskusom, da ti kdo dejal domačih, Urška mogoče ne, Urška je, da treniraš, ali pa kdo, pa Jono, za božjo voljo, a ti je treba tega, to je pa prenaporno. Dobro, na tak način mislim, da ne, da me kar ves čas spodbujajo. Mogoče zdaj ta preskok na 100-milsko razdaljo me kdaj zbodejo, pa vse je 100 km dovolj, vse ne rabiš več. Tako da to mogoče, drugače pa kar me spodbujajo, so z mano pri vseh izzivih, pri vseh tekmah. Tako da to je to, ja. No, ko si potem s tem krogom upravil, si prišel v cilj, kako si se pač takrat na cilju počutil? Se to pa ni tako hudo, ali si res dal vse od sebe, pa si bil izmučen, kakšni so bili takrat občutki, glede na to, da si na en način to delal tudi študijsko, tako rekoč.
Ja, v bistvu, ko pridem v cilj, se mi zdi, da sem v taki euforiji, da takrat niti ne čutiš neko utrujenost, zato pride vse od zadaj. Niti mogoče ne zaspanost, glede na to, da si celo noč po konci, dela adrenalin svoje in takrat še ne čutiš utrujenosti in pride to čez dan, dva, od zadaj za tabo še vse. Okay, koliko časa si imel muskelfiber po svojem prvem K24 poskusu? Dobro, mislim, da traja 2-3 dni, nič več. Ampak se mi zdi, da takrat je pomembno, da ne obstojiš, da ne obležiš, da mogoče greš na kolo, da malo čistiš noge, da jih poženeš nazaj, da si na tak način malo pomagaš. No, to predvsem sprašujem zaradi tega, ker me ta K24 enkrat še čaka, že mislim, da jih 15 let obljubljam različnim, rekel, znancem in prijateljem, da bom enkrat šel, pa še nisem šel, zdaj sem gostil že toliko enih gostov, ki so to že opravili, da praktično že poznam pot na pamet, samo priprava je skozi slabša, ampak nič ne de, evo, bom tole še enkrat poslušal. Evo, zdaj mi povej, ko si naredil ta svoj K24, si rekel, ok, drugo leto, če bo dirka, sem pa zraven, ni debate ali kako. Pa v bistvu, ko sem končal ta krog K24, sem še vedno bil mnenja, da to je to, sebi in ostalim sem dokazal, da je to možno. Ampak potem, ko mine teden, dva, že začneš mogoče gledati, kaj še lahko narediš, kje se še lahko izboljšaš. In potem je šele v bistvu potegnil ta šport, da sem si res rekel, mogoče pa takrat jeseni sem se rekel, da mogoče pa res to uporabim za magistrsko nalogo, pa probam še mogoče bolj iz znanstvenega vidika to izpiliti. Se mogoče še prijavim na kako tekmo, ja. Ampak takrat si znanstveno sam sebe preučeval še na enem projektu, ki si ga tudi naredil potem solo, je tako? Ja, to je bilo pa potem spomladi, se pravi 2021. To pa prva ideja je bila, da odtečem tekmo in si v bistvu po tekmi zmerim ta padec zmogljivosti in vračanje nazaj. Ampak seveda so še vedno tekme odpovedovali zaradi koronavirusa in zato je bila potem je bil plan spremenjen, da se mogoče lotim tega Everestinga in na podlagi tega potem naredim neko raziskavo. Uršla Gora je bila logična izbira ali kako? A ti kdo predlagal to? Ne, v bistvu, ja. Če sem iskren, sem iskal bolj kot ne najtežjo pot tu na Koroškem in kdor je šel po železarski poti na Uršlo Goro, ve, kaj zahteva, sploh pri spustih. In to mi je bil tak izziv, da mogoče vključim Uršlo Goro, ja. Železarska je ta od Ivarškega jezera, ali kako? Ja, točno. Koliko višincev je na enem vzponu? 1000 metrov vzpona v 4,2 kilometra, ampak zahtevna pot, kamnita, blatna, polovico leta blatna, je zahtevna, ja. Se pravi, mogoče ne toliko pri vzponih, pri spustih pa definitivno. In takrat vem, da je še po noči 3-4 ure deževalo, tako da še to se blato nabira na čevlje, še zaradi tega mogoče. Kar poznam Everesterjev, ki so se lotevali ponavadi mogoče malo lepših, malo boljših poti, malo krajših, raje kakšno ponovitev več, ampak ti si šel all in. Jurija Višincev vsakič, to je s tem, da je še zahtevno. Namenoma si izbral to, ti je kdo predlagal kaj lažjega ali si rekel ne, če gremo zares? Ne, v bistvu odločil sem se, to je to, zato se pripravim, ni druge izbire. Se pravi, že naprej si jedel, 9 vzponov bo potrebno, 9 spustov na vse zadnje. Koliko si jih prej naredil, recimo v enem kosu, 1, 2, 3, mogoče? Ne, več kot 2 nisem nikoli, pa še to se mi zdi, da po zimi so spet pogoji čisto drugačni. Ja, pa že pri 2
kar dobro čutiš noge pri zadnjem vzponu. Tako da sem vedel, kaj se skušam. Nisem bil pa čisto prepričan, da mi bo to uspelo, ne. Kaj človek, recimo, da je ta zgarabi? Najbrž, dober izdelan plan, odlično ekipo, najbrž z vso hrano, pijačo in suportom tam, kaj še? Ja, v prvi vrsti to se mi zdi, da sploh na pripravo, potem prehrano. Takrat vem, da sem si tudi v okviru magistrske naloge neprestano meril sladkor v krvi, glukozo in pa laktat. Tako da sem se tudi lahko v bistvu prehranjeval glede na te povratne informacije, koliko je glukoze v krvi, da sem imel kontrolo. Ja, na daljših razdaljah mislim, da je kar ključna ta prehrana. Ko enkrat padeš, se mi zdi, da v hipoglikemijo, ko zmanjka glikogena, ko zmanjka sladkorja, se je težko rešiti nazaj. Glede na to, da praviš, da si ves čas meril sladkor, so bili podatki, ki si jih dobil z napravce, skladni s tem, kot si se počutil, recimo, si znal potem že, oziroma zdaj že približno sam pri sebi veš, kdaj ti manjka cukra, kdaj ti kaj drugega fali? Ja, v bistvu, spomnim se, mislim, da bil en 6., 7. vzpon, ko sem res postal mogoče malo motičen in takrat, ko sem si izmeril sladkor, je res bil malenkost nižji, ni bil na kritični meji, ampak to so na primer dobil tudi informacije, ki mi zdaj pomagajo, da v bistvu ta občutek pomeni, da tega zmanjka in to so stvari, ki ti definitivno kasneje tudi pridejo prav, ja. Ta svoj primer si potem porabil študijske namene, za namene magistrske ali kako? Ja, v bistvu sem želel zaznati padec sposobnosti, pa potem vračanje, koliko časa v bistvu rabiš, da se vse stvari vzpostavijo na izhodiščno raven. Teda to testiranje, to raziskava je v bistvu obsežna, ker je bilo treba zajeti rezultate pred samim restingom, da smo vzpostavili neko izhodiščno vrednost, pa še potem delati testiranje en mesec po restingu, da v bistvu smo zaznali padec in vračanje teh sposobnosti. No, zdaj bi te prosil, če čisto kratko na enem občestvu orišeš tvoja spoznanja. No, zdaj to je zelo zanimivo, marsikdo bo zdajle pač našpičil ušesa. Kaj je Jon Lichtenegger v svoji magistrski zdaj ugotovil, kar še ne vemo, no, kaj bi v abstraktu povedal, recimo, kaj si ugotovil na svojem primeru, padanje sposobnosti, regeneracija, vračanje, vse ostalo, izvoli. Prosim. V bistvu najbolj zanimivo je bilo to, kar je tudi mene presenetilo, da se mišične funkcije oziroma mišične poškodbe, ki povzročijo padec mišičnih funkcij, vrnejo precej hitro, sploh glede na to, da so bili številni spusti, dolgi kilometer višincev, so se te sposobnosti vrnile v parih dneh, 3, 4, 5. Najdlje so ostale pa poslabšane v bistvu pljučne funkcije, v bistvu dihalni volumen, prevzem kisika in te stvari, kar mogoče niti ne čutiš, če vzamemo zdaj za primer ultramaraton. Jaz sem vedno bil mnenja, da mogoče so noge tiste, ki ne dajo več po takem naporu, da rabijo ne več časa, da pridejo nazaj na izhodiščno vrednost, ampak v bistvu smo dokazali, da so prav te pljučne funkcije pomembne, ki se vračajo več kot en mesec po takem naporu in to je bila naša glavna ugotovitev. Ti je morda profesor, mentor predlagal, da zdaj pa narediš še kakšno širšo študijo, kjer bi zajel večjo kohorto ljudi, mogoče različnih starosti, spolov, kaj takega. To bi bila tu zanimiva študija, recimo, na tem področju? Ja, sigurno, ampak mislim, da je kar problem dobiti skupino ljudi, ki sploh to počne in ki bi verjetno se vključila v to raziskavo. Tako da te študije so večinoma temeljijo na eni osebi, tako da bi bilo koristno, ampak mislim, da je to neizvedljivo.
Se pravi, rabo bi, ne vem, 10 prostovoljcev, pa enih 100 jurjev denarja, recimo pa 1 leto, pa bi jih spremljal. To bi bilo kar zanimivo, ali kako. Recimo, ja. Pa recimo nekaj starih kozlov naših let, recimo Matej Pečnik je recimo tak dober primerek. Ti si vendarle bil ob tej študiji star 25 let, kaj bi študija na 45-letniku pokazala, bi bilo tudi zanimivo, recimo. Ne? Ja, sigurno je vsak tekač bi imel različen rezultat, to je odvisno od vsakega posameznika. Ja, kar precej zanimivi in različni rezultati bi bili. Sploh glede na leta, na starost, mislim, da bi bile precejšnje razlike. No. No, evo, zdaj so ugotovila, da raba enega sponzorja, ki bo dal denar, pa ti rabaš 1 leto cajta, potem pa za svoj doktorat lahko narediš recimo kaj takega. Ja, Ja. Ampak mislim, da sem jaz zaključil z študijo. Ja, no, ajde, nikoli ne reci nikoli, ja, mogoče boš pa enkrat doktor Lichtenegger Widmajer, zakaj pa ne, glede na to, da si, rekel, sposoben tudi na tem področju. Zdaj, jaz si bom še enkrat prebral mogoče kakšen abstrakt tvoje magistrske, me res zanima to, kar si povedal, je zelo, posebej, ker je z domačih logov, no, beremo te študije iz tujine, pa nikoli ne veš, na čem so delali. Ti si mi zdaj z prve roke povedal, kako si zaključoval svoj študij, no, ampak ta Everesting, ki je bil pa uvod v nekaj drugega, no, zdaj pol, ko si bil že natreniran, si rekel, pa pejmo še na domačo dirko, ali kako? Ja, v bistvu to je bilo leta 2021. Takrat še nisem imel končane nobene tekme in v bistvu je bil K24 prva taka ultra razdalja, na katero sem se potem prijavil in jo tudi odtekel. Ja. Pa te ni zamikal, da bi v tem pripravljalnem obdobju ali pa tako ali pa preden bi šel na K24 rekel, ok, grem pa provat nekam 1:30, ali pa en maratonček, Bog pomagi, ti koj? Iz prve na 100, ali kako? Ja, dobro, vse to so bile razdalje, ki sem jih upravil na treningih, ampak s tekmovanjem sem pa želel počakati, da najprej upravim ta Everest in končam magistersko nalogo, pa se potem mogoče posvetim tekmam in poskušam še tam kaj doseči. Samo po Everestingu še nekaj povej, se te prej pozabil vprašati. Ni bilo nikoli dvoma vmes, da bi rekel, ej, fantje in dekleta, hvala, ki ste prišli, pejte zdaj vi na pico in pir, jaz vam dosti tega. Ne, spet ni bilo izbire. Bila taka družba, da v bistvu, da res vsak vzpon so se menjali, tako da sem imel podporo, družbo prav in nisem pomislil na to, niti eno vzpon. Če sem prav videl imena, so bili v tej družbi sami prekaljeni mački oziroma tudi organizatorji dirke K24, je tako? Ja. Tudi je bil Klemen Pušnik, pa kar nekaj še koroških tekačev, da je bila kar zbrana druščina. Ja. Najbrž so ti že tam rekli, no, Jon, zdaj pa če ne boš prišel na dirko, te bomo pa zvlekli za pete, ali kako? Ja, verjetno, ja. No in potem tisti avgust 2021 na svoji premierni dirki na štartu stojiš, okrog sebe malo pogledaš in si rečeš, ok, zdaj gre pa zares. Kakšna je bila takrat tvoja taktika? Pripravljen si najbrž bil, treniral si, kaj si pričakoval od tiste svoje prve dirke? V bistvu rezultatsko nisem imel nekih ciljev, niti nisem vedel, kaj me čaka. Dobro, opravil sem tisti izziv prejšnjo leto, Everesting, ki naj bil verjetno daljši časovno kot pa moja tekma. Ampak še vedno nisem vedel, kako se bom odzval na tekmi. Me bodo potegnali naprej, ostali, se bom lahko držal neko nazaj, ker vedel pa sem, da štart bom imel počasnejši kot pa tista prva skupina in nisem vedel točno, kaj pričakovati. Tako da v bistvu sem šel od štarta naprej svojo tekmo in po svojih zmožnostih in to mislim, da je bilo za prvo tekmo kar korektno, no, da nisem pustil, da me potegne naprej.
Aha, takrat so bili pred tabo samo, ne vem, mislim, da Klančnik, Potočnik in tako naprej, par telih že prekaljenih ultrašov, odličen četrti si bil takrat, kaj ne? Ja, takrat sem z Anđetom Sobovčanom sem skupaj končal tekmo. Zmagal je Janez Klančnik, Ivi Hrastovec je bil drugi, Točen, Hrastovič, ja. Tilen pa tretji. Ja. To je bilo, Še mislim, ena zanimiva zgodba mogoče z te izvoli. tekme. Spomnim se, da pod Olševo me dohiti Ivi in takrat ga še nisem poznal. Slišal sem samo govorice o njemu, ampak nisem ga poznal, nisem vedel, kako izgleda. Pogledam jaz nazaj in vidim nekoga v kratkih hlačah, brez majice, dve frucovi flaši, zataknjeni v nahrbtnik in si mislim, kdo me to prehiteva. Mogoče jaz pušam tempo, ni mi bilo jasno, ampak potem, ko sem par kilometrov nadaljeval z njim, mi je bilo tako jasno, da to mora biti Ivi. Ja, še dobro, da saj Bos ni bil, ja, pol pa. Ja, Ja. No in, evo, si zaključil takrat sred Črne svojo prvo dirko, kako si pač na koncu vse skupaj doživel? Tle pa si šel, malo bolj na polno si šel v Iber, ali si tudi pač imel malo rezerve, pa si se učil, pa tako naprej? Ne, v bistvu takrat sem že šel, mislim, da do konca, do svojih zmožnosti. Tudi če sem na koncu mogoče z Anđetom skupaj končal tekmo, je bilo to. Mislim, da takrat ne bi šlo več. Tako da, ja, v bistvu po standardih mojih tekem, tako da jaz v bistvu vsako tekmo odtečem do konca in to se je izkazalo že takrat, ja. Ja, na tekme se ne hodiš sprehajati, hočeš reči, ali kako? Ja, jaz imam mišljenje, da treniraš za tekme, ne tekmuješ za trening. Tako da, če se pojavim na štartu, ne grem trenirati. Pošteno, zdaj mi samo povej, kako potem zbiraš dirke, nisi na veliko štartih, na tistih, ki si greš na polno, kako pa si potem začel koledarček obkroževati, recimo, za naslednjo sezono? V bistvu jaz izbiram tekmo za tekmo. Redko kdaj si določim 2 tekmi zaporedoma, hočem prvo delati eno, pa se mogoče pol odločiti za drugo. Ker nikoli ne vem, kakšne posledice bo ta tekma pustila na meni in se mi zdi brez veze po sili potem se pojaviti na štartu pa tekmovati, če v bistvu nisem za to pripravljen. Tako da tudi, na primer, za drugo sezono v prvi vrsti je tu, se pravi, prva tekma aprila in potem šele naprej. Da najprej Istra, pa potem vidimo, kako za naprej. No, v letu 2022, ne, pa si ti šel potem, pa je bila takrat predstavljena, če se ne motim, tako. So te tja povabili, si sam tisto našel, si rekel, gremo še 100% probat, ali kako? Ne, v bistvu sem bil prijavljen za spomladanski rok. Ja, to bi mogla biti tekma, kjer bi jaz opravljal magistrsko nalogo. Bravo. Tam bi se mogla zgoditi ta raziskava, ampak ker je bila predstavljena, sem potem še jeseni opravil to stotko. In ne obžalujem. No, ja, jaz tudi ne bi, če bi zmagal, ja, kjerkoli že, no, ampak jaz se spomnim takrat, malo sem gledal tisti prenos, zelo dobro so imeli zrihtan, tudi s komentarjem v cilju, pa s kamerami na progi, pa vem, da je bil en peš, pa s kolesom, vem samo vmes, takrat te še nisem poznal, ko je napovedovalec imel veliko dela, napovedati človeka s kratkim imenom, pa 2 dolgima priimkoma, da vodi, Jon Lichtenegger, Vidmajer vodi, in pogledamo, ali bo zmagal in potem si zmagal na stotki v 13 urah, mislim, tista dirka, je pa že malo pokazala, da bo s tabo kar težko tekmovati, če se boš pojavil na štartu. Kako je bilo? Ja, takrat sem se v bistvu prvič pokazal v vodstvu in nisem vedel tudi nekaj pričakovati, ker prvič bežiš, ne slediš nekom in spet neka nova stvar za mene in
V bistvu mi je tudi bila malo pisana na kožo, ker so bile jesenske razmere, mogoče malo bolj hladno, Mhm. ker ne maram vročine in mogoče je kar dobra izbira, no, da sem dosegel to prvo zmago. Pa mi je mogoče malo tudi odprla pot za naprej. No, takrat si pol, a se te potem po tej zmagi povabili že na kakšno drugo stotko, zdaj si bil pa eden tistih, ki so vsi že malo pogledali za njima, ne? Kako pa kaj, pa da bo težka konkurenca. Ja, v bistvu tudi takrat sam nisem še hotel preveč nekaj obešati na veliki zvon, ker v bistvu mi ena zmaga še ni toliko pomenila, ker so le ostali tekači, imajo kar nekaj zgodovine za sabo, jaz pa v bistvu dve odtečeni stotki, tako da sem se hotel še malo držati nazaj, no nisem hotel še preveč izstopati, sem pa že imel plane za naslednjo sezono, ja. Ja, vrnil si se potem nazaj na isto dirko, sam na pol krajšo razdaljo, je tako? Ja, se pravi, takrat je bilo pol maja državno prvenstvo na 50 km v dolgem trailu. No, dajva zdaj primerjati, ne? Recimo 100-50, ne? Zdaj bi zase rekel, da ti stotke bolj ustrezajo kot 50, ker so prehitre, ker so, ne vem, sami razloži, prosim, lepo. Ja, po mojem mnenju sta dve čisto različni disciplini, ker na 50 km razdalji je kar močen tempo in če skozi sta se mi zdi tam na meji, se pravi, ko rečemo, da greš v rdečo cono pri visokih hitrostih in se mi zdi, da je čist drug napor. Mogoče proti koncu glava ne dela toliko kot pa na stotki, se pa pojavljajo druge stvari, krči, naprimer, in tudi mogoče prehrana nima takega smisla kot pa na stotki. In zaradi tega mi mogoče stotke bolj ležijo, ker v bistvu se mi zdi, da najmočnejše pri meni se mi zdi, da je v glavi, da na koncu, ko je res treba iti čez to bolečino, čez napor, da takrat nekot zaživim, pa mogoče potisnem sebe čez, kar pa ni toliko potrebno za 50 km razdaljo. Si potem zaradi tega tudi letos na Obala trailu izbral daljšo, ne pa razdaljo za državno prvenstvo? Ja, mogoče. Pa tudi hotel sem končati mogoče letos eno stotko, glede na to, da je bila Kranjska Gora bolj ponesrečena, pa da je spet naša domača tekma odpadla in želel sem končati eno stotko, no, kot se spodobi. No, lani si potem, po tisti 50, ki v Vipavi zdaj pogledati, če je šel še malo čez mejo, ja, znani Lavaredo, kamor hodi veliko Slovencev, je videti tudi slovenskega tekača z najboljšim rezultatom v zgodovini, kar se Slovencev tiče, ali kako? Ja, mislim, da je tudi Tilen bil tam nekje par let nazaj, ampak mislim, da par minut počasnejši, ja. No, kako je bilo pa, zdaj si poznal Koroške hribe, poznal si Primorske hribe, zdaj si pa zavil še tamle v Dolomite, kaj pa, te pa mi povej malo razliko, ko si jo ti doživljal. Ja, v bistvu prva razlika, čista euforija na štartu, tam okrog 2000 ljudi v Cortini. Mislim, da se sploh ne spomnim prvih kilometrov, ker je bilo noro. Iz vseh strani navijači, tisti špalir, ko naredijo. In mislim, da se sploh ne spomnim štarta. No, potem pa prva polovica tekme vrhunsko, druga polovica je bila pa mučenje. Tam pa sploh, ko sem prišel čez to razdaljo, vajen sem bil mogoče 100-kilometrske razdalje in ko sem šel čez 100 kilometrov, je bilo do zadnjih 20 km res samo mučenje in spet neka nova izkušnja za naprej. In konc koncev pa sem bil zadovoljen s tekmo, no.
Mislim, na koncu si izvrstno si prišel v cilj, tudi v cilju najbrž vzdušje, ki je bilo primerljivo s tistim na štartu, najbrž zaradi količine ljudi, navijačev, tekačev, vsega skupaj. Ja. Mogoče mi je ostala ena skrita želja, da se uvrstim med 20 najboljših, takrat sem zasedel 22. mesto, da mogoče ena taka črna pika, ampak vse ostalo pa odlična izkušnja, sploh prva tekma v tujini in sem se takrat odločil, da se še vrnem v Cortino na Lavaredo. Si imel tudi tam spremstvo s sabo, kako je pa tam to izgledalo v tujih hribih, recimo? Ja, isto, Urška na postajah, ampak takrat tudi ona v neznanih okoljih, tako da tudi po moje ona doživela kar nekaj stresa, ampak smo super vse izpeljala, tako da tudi tam je štimalo vse. No, predstavljam si, človek, ki to gleda od zunaj, si reče, ok, rabaš neki robe, pa rabaš majhen časovnice, to je pa to, ampak na koncu logistiko treba vse splanirati, plan A, pa plan B, pa plan C, koliko časa ti vzame, recimo, takole planiranje, sam tega, ne samo kako boš ti tekel, ampak kako boš zorganiziral, da bo v pravem času na pravem mestu tudi tvoje spremstvo. Ja, v bistvu si 3 dni prej začnemo delati plan, da najprej vidimo, kaj sploh vzeti na katero postajo, pa da si potem določim neke okvirne časovnice, kje bomo v katerem času. Tako da to sta 2 taki ključni stvari, ostalo pa mogoče vidimo sproti, kaj se kje rabi, tako da ja. To je to. Zdaj že po nekaj dirkah pa zdaj že veš, koliko oblačil je treba, pa kakšno hrano, pa koliko tekočin, pa kjere pripravke ali kako, ali se še vsaka dirka da še kaj novega, kar pa te malo preseneti na način. Ja, ne, sigurno se vsako tekmo naučim kaj novega, ampak te okvirni plani pa so narejeni. V bistvu, glede oblačil se ne rad sprevlačim, tako da ne rajše ostanem kar, če se le da v istih oblačilih. Edino to res, glede prehrane pa res planiramo točno, da se potem ne loviš na postajah, kaj rabim, kaj vzeti. Tako da to je ključna zadeva. Ti pomaga tudi tvoje, strokovno znanje, ki si ga pridobil tekom študija, ali si že nasploh tudi študiozen, kar se tiče tvojega ukvarjanja s športom? Ne, mislim, da sem takrat točno ugotovil, kaj rabim, da v bistvu, da zmorem tako razdaljo, da sem lahko tak čas pod naporom. Teda mislim, da mi je kar veliko ta raziskava dala nazaj povratne informacije, da v bistvu naštudiraš celotno prehrano, celotni sistem, pa da imaš tudi neko povratno informacijo, da to v bistvu učinkuje, da je to. Tako da se še vedno posvečam iste strategije, kot pa naprimer takrat na Everestingu. No, očitno, deluje, očitno si spoznal sam sebe. Ajde, bomo videli, kao na 100 milki, tam računam, da še kaj mnogo gotovo v sebi, ampak prej si že dejal, ne rabim vsak dan niti teč, recimo, en drugem intervjuju si dejal, da niti ne tečeš tako veliko, za ultraša 60-80 km na teden. Daj mi malo razloži, recimo, ali to zaradi tega, ker tekom svojega delovnika že si fizično aktiven, zaradi tega, ker kombiniraš z ostalimi športi. Kaj je tvoja skrivnost, da lahko 60 km na teden potem 100 vračaš? V bistvu prva stvar je, da mislim, da si sploh ne morem privoščiti, da bi zdaj vsak dan delal neke treninge, ki so 3-4 ure neprekinjeni, se pravi, da bi bil 3-4 ure v samem teku. Druga stvar pa, da imam trenutno občutek, da če grem čez to mejo, če grem, 2 tedna zaporedoma čez 100 km na teden, da se mi že začnejo pojavljati neke težave,
te tekaške poškodbe in da v bistvu skozi rezultate vidim, da niti mogoče ni smisla, da dokler da lahko napredujem, bom delal po tem sistemu, po tem principu, ko se pa enkrat ustavim, bo pa treba nekaj spremeniti. Je pa dejstvo, da ogromno še opravim, naprimer v fitnessu, na kolesu in mogoče s tem malo kompenziram, da mi ni treba narediti toliko kilometrov, kot pa bi mogoče kdo želel. No, ampak, lej, vzamem 60 km na teden z lahkoto, če zmagam na K24, a ne sam, če boš rekel, da je pol treba vsak drug dan iti v fitness za 2 uri, to je pa že kar veliko, ali kako? Koliko naredi, recimo, daj mi en tvoj treninški teden, tako čist malo plastično, čez palec malo oceni, no. No, naprimer, med sezono, recimo, ostanem ob 6, pol 7, grem v službo delati za 2-3 ure, pridem domov, se najem, naredim tekaški trening, se najem, grem nazaj v službo, približno do pozno popoldan, do večera, potem opravim trening v fitnessu, se zvečer najem, grem spat. To je moj klasičen dan med sezono. No, to pomeni, da si vendarle aktiven, tudi kar se svojega treninga tiče, ne vem, urco do 2 na dan, sigurno. Ja, sigurno, 2 uri, če seštejem, se pravi, ta tekaški del in pa fitness. Kar pa pol pomeni, da so ti tekaški treningi, je kar nekaj intervalnih, visokointenzivnih treningov, da mogoče probam na ta način potem čim več prinesti. Daj mi povej svoj najbolj zajeban, zahteven intervalni trening, no, tako da, če mi boš razlagal, zdaj, da bom malo bruhnil v usta, kaj je pa res tisto, kar ne maraš, ampak narediš, ker je učinkovito? Dobro, ne bo spet železarska na Uršljo goro. Si izberem v bistvu take intervale po 30 sekund, delam s palcem tekaškim, v bistvu 30 sekund pospešim v maksimalni tek, oziroma koliko se da v ta klanc, pa 30 sekund shodim. To ponovim 10-krat, zatem 5 minut hoje, pa to ponovim še 10-krat, 5 minut hoje, pa še 10-krat. Kristus. To je moj intervalni trening po železarski poti na Uršljo goro. Čakaj, kolikrat med tem treningom prideš gor pa dol, a to je samo ena ponovitev? Ne, to je ena ponovitev. Shit. Do kam spraviš svoj srčni utrip, recimo, pri takem treningu? Gre blizu maksimuma, ja. Maksimalni srčni utrip imam 201, tako da zadnje ponovitve se že približajo med intervali do blizu te meje. Ja. 201 jaz lahko dosežem samo v predinfarktnem stanju. Kakšen srčni utrip imaš pa recimo med tekmo, evo, to me čist radovednost daje, pri kakšnem srčnem utripu lahko deluješ, ne vem, pa 10 ur skup, če so pri tem? To sem v bistvu zdaj na Bali spet odkril nekaj novega, ker sem v bistvu 10 ur in pol držal 163 povprečni srčni utrip. To mislim, da je do zdaj na 100 kilometrski razdalji kar gladko najvišji srčni utrip. Ponavadi je tam od 150 do 155 na 100 kilometrski razdalji. Zdaj na Obali je pa res, mogoče zaradi tega, ker je ravninska in so res tekaški deli, da sem lahko držal tak visok puls skozi vso tekmo. Pa glede na to, da si dosti študiozen, pa te to zanima, kdaj preveriš podatke svojih konkurentov, močiš za primerjavo ali pa se pogovarjaš o tem z njimi? Ne, v bistvu se poskušam držati za sebe. Mogoče me pred kako tekmo malo zamika, pa pogledam, pa potem vidim, da ni dobro, da pogledam, ker potem začnem dvomiti v sebe in se potem kar hitro vrnem nazaj in držim bolj svojih načel. Ker sigurno treniram na precej drugačen način, pa marsikdo in hitro me potem zbega, a je to prav, a delam na prav način in je boljše, da se držim tega in
Uporabljaš travo, dragi Jon? Za svojo kontrolo, ja. Da bi pa to javno objavljal, pa ne, Ne, praviš. ne. No, sej, ker bi zdaj vsi navalili na stravo, ker zdaj bodo vsi začeli trenirati tako, kot ti treniraš, očitno. Ne? Oni so, zdaj si marsikomu dal dvom, če on pravilno dela, ker delajo po 150 km na teden, pa mogoče jih ne bi rabili. Zdaj 60-80 km na teden se zdi kar znosno, pa ne vem, recimo še par ur v fitnessu. Povej mi, fizična moč, na čem pa najbolj delaš? Je to, ne vem, jedro telesa, je to ramenski obroč, ki ga potrebuješ, na zadnje roke, ker palce so tudi pomemben rekvizit pri teku. Na katere segmente se osredotočaš in meniš, da na teh, moče še to malo provokativno, tekači premalo delamo, pa bi moče s tem naredili marsikaj, namesto kakšnega kilometra ali pa 10, ki jih štepamo za brez veze. Jaz v bistvu delam bolj kot ne za celo telo, kar mogoče ni pri teku najbolj pametno, ker vsak gram v zgornjem delu telesa mogoče malo moti samo potem pri teku, tako da mogoče to ni najbolj pametno, ampak mislim, da jedro in pa spodnji del, se pravi noge, pa obvezno. Sploh trup pogosto zapostavljamo, ker v bistvu vse izhaja iz trupa, sploh na teh mogoče dolgih razdaljah, ko marsikoga kdaj pogledaš po 50-60 km, ko ga v bistvu lomi, ko ga zvija, to se zgublja energija, to se zgublja hitrost in če tam nisi močen, ti tudi vzdržljivost ne pomaga, ker v bistvu ni togo telo in nima iz kje izhajati moč. Je plank še zmeraj ultimativna vaja za vsakega, recimo tudi rekreativca, ki bi jo lahko delal zvečer pred televizijo, ko gleda vremensko napoved? Dobro, da bi zdaj bila ena vaja, ki bi premogla k temu, ne verjamem. Se pa verjetno da se staviti kak sklop vaj, ki pa kar dosti doprinesejo k tem, ja. Ja, vedno znova se vračam k tem vajam za moč, v temle podcastu, kar nalašč, ja, mi nekaj hoče vesolje povedati, ampak ja, no, slej, ko prej se tudi mene to prime, vrnemo se nazaj v tisto poletje 2022, zdaj tretji poskus, pravzaprav, Jona Lichteneggerja, Widmayerja na K24, ja, po polnem, se pravim, zanosu spet, vrača se K14 dirke, so tam 400 menda udeležencev bilo takrat na Koroškem v Črni lansko leto, tudi ti na štartu. Zdaj vem, da si dejal, da sta z Urško po prvem tvojem K14 naredila analizo in ugotovila, da zgubljaš, predvsem na ukrepčevalnicah, recimo, no. Evo, daj mi kaj več o tem povej. Ja, res je, ko sem na koncu potegnil čase na vseh ukrepčevalnicah, sem opazil, da to grejo minute 10-20, mislim, da sem celo čez pol ure izračunal, da sem v bistvu izgubil na postajah. V bistvu za brezvezne stvari, za, ne vem, menjavanje majice, mogoče nogavic, ko niti ni potrebno. Tako da to je bil prvi korak, da mogoče izboljšam ta čas, da skrajšam postojanke, da naredimo res to, kar je nujno, da si vnaprej pripravimo določene stvari. In očitno je bilo to, da pridobim svoj čas. Si tudi treniral malo bolje ali si pač klasično delal, kar si menil, da je prav? Ne, v bistvu treningi so potekali standardno, nič posebnega, ampak mislim, da na tej tekmi pa je bila dnevna forma na vrhuncu. Da vedno pravim za to tekmo, da ne glede na to, kakšni bodo še rezultati v prihodnosti, mislim, da je to bila tekma življenja, ker je bil fokus od štarta do cilja in res, ko sem pogledal na uro, ko sem pogledal na časovnico in sem ugotovil, da
da sem v mejah rekorda, da lahko grem čez, sem si rekel, grem. Tudi če odstopim pod Uršljo, če odstopim na Uršlji, samo enkrat bom v taki situaciji in to moram probati. Si takoj v štartu, da mi malo piš potek dirke, no, recimo, a ne, si koj povedal, si bil v kakšni skupini, ste se kaj dajali, kako je vse skupaj izgledalo? Do recimo prvih 10 ur rečva tako, no. Evo. Ja. Ne, v bistvu je Tilen Potočnik je kar hiter štartal in tam v Rudniku, se pravi, to je od 3. do 10. kilometra, sem v bistvu videl samo njegov cel svetilke, nič več. Je bil že kar nekaj pred mano. Potem, ko smo prišli iz Rudnika, me je prehitel še Aleš Frlic in sta mi pobegnila do vrha Pece, do takrat jo nisem videl več. Potem Tilna sem prehitel, mislim, da od Kumra do Olševe, se pravi po tisti ravnini, in Aleša še potem na Olševo. Od tam naprej sem šel pa bolj ali manj svojo tekmo in tekmo s časom, tekmo z rekordom. No, kdaj si v bistvu prišel na časovnico za rekord, recimo? Najbrž si jo prej že izpisal, ali kako? Nekako si imel v glavi, da bi lahko tistih 12, sub 12 naredil, ali kako? V bistvu sem imel časovnico na roki zapisano za 12:30. To je bil idealen scenarij, da v bistvu, če bo tekma potekala, tako sem si zamislil, bi mogel ujeti to časovnico, se pravi 12:30. Ampak po spustu iz Radohe sem opazil, da sem v bistvu to časovnico prehitel. Tam v bližini Smrekovca pa sem že opazil, da sem v bistvu pred rekordom. In v bistvu takrat se je potem začela nova tekma, ne tekma proti ostalim, ampak tekma z rekordom. Potem pa mislim, da do Uršlje ni bilo kakšnih posebnih težav. Na Uršlji je bil pa en neljub dogodek, kjer je v bistvu na vrhu Uršlje sem vprašal, koliko je Tilen za mano, in smo v bistvu narobe razumeli. In so mi povedali, da je bil 5 minut nazaj na spodnji postaji, se pravi pri Križanu. In jaz sem razumel, da je 5 minut za mano in takrat sem mislil, da je tekma izgubljena, da v bistvu nemogoče je, da izgubim 25 minut pri vzponu na Uršljo. In mogoče sem tudi zaradi tega pospešil še posebej iz Uršlje in da sem ujel ta rekord. Noro, tisti šprint je mogel biti nečloveški, zdaj ne vem, kdo bo ta rekord podrl na koncu, si predirkal v ciljno črto, če je bil prej rekord, ne vem, 12:05, a se prav spomnim, je bil, si ti pod ta rekord prišel norih 25 minut, Bog pomagi, 25 minut si naredil samo, ne vem, v 25 kilometrih ali kako. Ja, mislim, da malo več od Smrekovca naprej, da je bilo teh 25 minut. Mislim, neverjetna dirka, kaj da ti gre za življenje. Zdaj, kako so te pa, najbrž si znan zdaj že tam v tistih koncih, ali kako so te že prepoznavali na okrepčevalnici, so vedeli, da si domači matador? Ja, v bistvu so na postojankah bili skoraj sami poznani domačini iz Koroške, tako da smo se poznali, ja. Vem, da je bila ena novička tam vmes, domačin, ali bo na Facebooku so objavili ena od koroških strani, domačin vodi in pol spodaj 12,000 komentarjev. Dajmo, takrat. Zdaj mi moraš povedati, kako si doživljal pol, pol si že vedel, kdaj si pol vedel, da ne more biti Potočnik za tabo, Bog pomagi, da te pa zmaga tvoja, rekord je tvoj, kdaj ti je pač povžgalo, da zdaj ti pa noben ne more tega vzeti? Mislim, da sem se dejansko sprostil, je bilo to na zadnji postojanki, to je 10 kilometrov pred ciljem, to je pred tistim zadnjim vzponom čez Žerjav, da takrat sem pa že dojel, da v bistvu, da zmaga mi ne uide več, ampak prav ta čas me je begal, koliko lahko grem čez rekord.
Tako da v bistvu tam je tudi bila bolj bitka s časom, kot pa z ostalimi. Ampak, evo, najbrž si tudi tole progo, kljub temu, da nisi toliko časa v teku, vsem dobro poznal, vedel si, kje je cilj. Mal pa je bilo euforično, ganljivo celo, ali kako prihajati v cilj na domači dirki, zmagovito, pa še pod rekordom. Ja, sigurno. Mislim, ko to še enkrat podoživljam, vedno dobim kurji pot, ker to je nekaj posebnega, sploh na domačih tleh, na tekmi, kjer te vsi poznajo, in je nekaj posebnega, definitivno. Do zdaj najlepša zmaga. Mislim, da tudi organizatorjem, pa lokalcem, pa mislim, da sem videl še eno fotko z županjo in tako naprej. Vsi so bili tam navdušeni, da je na taki, vendarle mednarodni in zelo lepo zasedeni tekmi domačin vzel krono. No, to se ni zgodi velikokrat, zdaj doslej se še ni. Ja, v bistvu tam celotna Črna živi s tem dogodkom in mislim, da tudi kar veliko pomeni to, da prav domačin postavi rekord, da domačin zmaga in se znajo tudi dobro pozabavati. Ja. Ja, letos... Mislim, da je to prav čar teh tekem, ki so v manjših krajih. Tako je, prav. Celotni kraj živi s to tekmo in vsi vejo, kaj se dogaja, kaj poteka in to se mi zdi, ja. In pridejo tudi ob progo, pol cilj in tako naprej in znajo tudi navijati, znajo narediti vzdušje. Ja, sigurno, ja. No, si letos imel namen dejansko domači dirki tudi nastopati? Ja, pa mislim, da tudi sem bil kar dobro pripravljen. Spet nisem upal špekulirati nič glede časa, glede rezultata. Bi bila tudi zasedba kar močna, da tudi mi je malo žal te tekme. Ampak proti naravi ne moramo nič in drugo leto. Ja, doma si spremljal tudi prevale, so kar prizadele te poplave. Kje so tebe ujele, recimo si bil doma, si bil na dopustu takrat? Ne, sem bil doma, ampak mi smo v bloku, tako da dejanskih poplav nismo občutili, ampak sem bil na voljo celoten teden, tako da smo pomagali, smo delali tudi v Črni, ker v bistvu so bili problemi tudi pri sorodnikih od Urške, tako da ja. Mislim, grozno je pogledati potem tiste fotografije, filmčke iz Črne, ko se je glavna ulica spremenila praktično v reko, v strugo in tako naprej, tisti nanosi, vsa tista, mislim, grozno, kako se spremeni kraj. Zdaj ti si tam doma, že tam okrog treniraš, se življenje vrača počasi v tire pred poplavami. Ja, počasi se vrača, ampak mislim, da sploh za to infrastrukturo bo kar nekaj časa še potrebno, da se vzpostavi, da zaživi nazaj in čas bo potrebno. Ljudje živijo, kolikor se le da, ampak ostalo pa bo treba s časom skozi leta. Ja. Zdaj si najbrž že bil kaj na Uršlji gori, morda tudi na Radohi, na Peci, vem, da je tudi tam odneslo cel kupenih poti pa vlak. Ja, v bistvu iz teh mojih koncev izpreval, ja, dejansko iz Črne, tam Peca, Radoha, pa tam pa še ne. Je kar problem, ja, z dostopom, z poti in vse skupaj. Tako da tudi glede vidika, naprimer K24, verjetno tudi tam je odneslo par poti, par cest, da bo tudi tam potrebna še sanacija. Ja, do avgusta naslednje leto je še nekaj časa, verjamemo, da bo K24 v letu 24 res nekaj posebenega, no, in da bo, ne vem, s posebnim nabojem, žarom se spet vrnil na sceno, ja, to si želimo. Najbrž tudi, še vedno aktualni prvak in rekorder
Jon Lichtenegger Vidmajer. Zdaj si za eno leto se ti je krona zdaj podaljšala, evo, tako. Ja. Ja. Pa mislim, da bi kar bil rekord v nevarnosti letu, vse po zasedbi, priznam. No, zdaj, ja, evo. Dajmo počakati na drugo leto. Dajmo počakati na leto 24, ja, na olimpijsko leto 24, evo, na K24, ja, simbolika. Par excellence, zdaj po tem letu si rekel, si šel na obalo ravno zaradi tega, da si odkljukal 100, ja? Ja, se pravi, po neuspelem poskusu v Ukrajinski gori sem se potem odločil, da končam vse 100 letos, kot se spodobi, in obala je bila še edina možnost tu na domačih tleh in sem se poskušal čim bolj pripraviti še na to zadnjo tekmo, da nekako rešim to sezono, ker v bistvu bi bil drugače brez rezultata. Koga imaš še na zmaga, kaj pa je bilo v Kranjski gori, kaj se je tam zgodilo? To je bil v bistvu prvi poskus na 100-milski razdalji. V bistvu me je že to kar izmučilo, ker smo v bistvu štartali na močni vročini v Kobaridu in me res vročina kar pesti izmuči. Potem sem imel še neke težave z obutvijo, kar dobro sem si razbil prste, nohte na nogah. In tam po 120 kilometrov sem videl, da nima več smisla, da bom pač poskusil še nekdaj drugič. Lekcija za prihodnje je nekaj naravnega, no, da pač na ultrateku slej ko prej tudi pride do kakšnega odstopa, da to moraš vzeti. Najbrž ni lahko sprejeti na tistem momentu te odločitve, ampak slej ko prej se temu ne moreš izogniti, ali kako? Ja, v bistvu v teh 3 letih sem ugotovil, da v tem športu res morajo štimati vse stvari. Polno je nekih dejavnikov, ki se morajo poklopiti in če tega ni, ne gre z glavo skozi zid. Je treba včasih stopiti korak nazaj, se mogoče umiriti, res zadihati, pa se pripraviti na novo tekmo. Kaj je tvoja najljubša hrana, recimo, med 100-kami, evo, še to mi zaupaj, prosim. Med 100-kami. V bistvu, kaj drugega, kot pa gele, banane in čokolade, med 100-kami ne jem. Po 100-ki si pa ne reši, kako pico privoščim. Zdaj enkrat še ni začel jesti pice med dirkami, ne? Ja. Ti bo še počakal, no, ampak te kot kineziolog pa sigurno, si imel že kakšno tudi tekaško poškodbo, znaš pri sebi prej začutiti, kaj se dogaja, se ustaviti, ali te pač tekmovalnost in žar vsem ponesete včasih tudi mimo tega? Ne, v bistvu pridem večkrat do spoznanja, da v bistvu, če bi imel nekega varovanca, ki ga bi treniral, ga bi prej ustavil in poslal korak nazaj, da prepreči mogoče to poškodbo sebe, pa mogoče še vedno preveč potisnem naprej in se še vedno prepozno ustavim, se mi zdi, preden da pride do kakšnih problemov. To je mogoče problem, ja. Ampak ta problem Kovačeve kobile ne brž prisoten pri čisto vseh, sej tekmovalen brško ne si, ne, in ta tekmovalnost je v tebi in včasih pač zatredaš, bom rekel, tudi kakšno manjšo poškodbo za, ne, rezultat ali pa. Ja, sigurno. Večkrat mogoče požremo reče kako poškodbo pa napram rezultata, ampak to na dolgi rok načeloma ni dobro, ampak. Ja, najbrž tudi sestavni del zdaj tega športa nasploh, prej si rekel, si naštel idole v smučanju, imaš kakšne idole v teku, v ultratrailu? Iz vsakega tekača mogoče poskušam potegniti to, kar pri njemu cenim, in to na naši slovenski sceni mogoče Tilen Potočnik, ker je res športnik, ko se spodobi in človek. Potem tudi mogoče ne te iz naše discipline, dobro poznam tudi Timoteja Bečana,
še iz časov na fakulteti. Tako da tudi on je primer, kako usklajevati celotno družino in pa šport, vse skupaj. Potem mogoče, ne vem, Marjan Zupančič, glede na leta svoja. No, naštel si, ja, nekaj pač vidnih imen, ja, sem jih že gostil in so ljudje, pred katerim, ja, kapo dol sigurno za dosežke in vse, kar počnejo pri svojih letih in svojih športih. Ti si star svojih 27 let, pred tabo še kaj bi pa rad, recimo še poleg UTMB-ja naredil v tem športu, pa 100 milka itak te še čaka. Kaj pa onkraj tega, vem, da si enkrat dejal, da kar je pa onkraj 100 mil, je pa v bistvu več ali manj hoja, to te pa niti ne zanima na tak način, ali kako, ali si že premislil? Ne, še vedno sem takega mnenja. Mogoče se mi vedno bolj ponuja ideja, da bi mogoče pa odtekel kak maraton cestni. Tako da mogoče to v bližnji prihodnosti. Tako. Ampak spet, če se pojavim na štartu, da želimo teči pod 4:0 tempo. Tako da. Za tebe bo to šala mala, se mi zdi, glede na to, kaj počneš tam. Ne 4:0. Ti bom off the record povedal, kam mislim, da ti ciljaš, glede na to, da je recimo eden izmed ultrašov, Aleš Žontar odtekel maraton že v 2 urah pa pol, ne? Pa je tudi bolj domač na trailih zadnje čase, kot na cesti, ne? Bi ti po mojem lahko to odtekel, ja, 2 urah 39, zdaj le, če bi šel. No. Kam bi pa šel na cestni maraton? Pa sigurno v Ljubljani, na Ljubljanski maraton. Za prvega. Če pa ne mogoče zapaše, pa še je. Te stari paste se, da Jonu lihte ne zapaše cesta, pa ste ga paš nasrkali, ja, pol pa še tam mešal štrene. Jon, kje delaš zdaj recimo, kje si trenutno strokovno prisoten? V bistvu sem samozaposlen. Imam SP, bolj ali manj se ukvarjam z športniki, z kondicijsko pripravo mladih športnikov, tudi z vadbo po poškodbah in individualnimi vadbami. To je v bistvu moje delo trenutno razprešeno čez cel dan. So prednosti, so slabosti, ampak trenutno je to edina možnost. Se pravi, dela imaš, glede na to, da so se kar nekaj časa dogovarjali za tale intervju, pa da si zelo zaseden človek, dela imaš, predvidevam, več kot dovolj? Ja, v bistvu zaenkrat je kar dovolj. Mogoče res to me malo moti, ker imam razpotegnjen dnevnik čez cel dan, ampak načeloma tudi glede usklajevanja mojih treningov, to ni slabo. Da mogoče potem v 2 delih izpeljem to, kar si zadam. Se pravi, če bi bil doma tam, kje z Koroške, bi te lahko najel za kineziologa, ki bi mi pošlatal kakšno kito mišico, pa mi svetoval kakšno vajo za rehabilitacijo, ja? Ja, brez problema. No, evo, Korošci in Korošice ved, Jon Lichtenegger zasedanje, naročite se za poleti 2024, ima še 3 termine fraj. Ja. Preden bo šel na K24, takrat bo malo manj treniral, pa lahko mogoče se več ukvarja s strankami. Jon, super pogovor je bil tole, vem pa, sem iskal tudi tvoje fotke po spletu, sem naletel na en profil nogometnega kluba, ali si tudi nogomet igral, ali si samo pomagal kot strokovni? To je pa v bistvu obdobje med, se pravi, takrat, ko sem končal z alpskim smučanjem in pa do tega trenutka, ko sem začel z tekom. Sem v bistvu svoj čas posvetil nogometu. Korotan, ali kako? Stroštva, ki jo prej nisem mogel uresničiti zaradi alpskega smučanja. No in na kateri poziciji si igral? V bistvu ne večkrat bočni branilec.
Se pravi, doma si Ampak izvoli. zaradi tekaških sposobnosti. Levi V bistvu bočni, sem bil desni bolj bočni. igralec, ki je preganjal. To je zmeraj tisti, ki skozi laufa, pa teži. Aha. Spremljaš pol slovensko reprezentanco, ravno včeraj smo se plasirali na Evropsko prvenstvo. Ja, kolikor se le da spremljam, bolj ali manj vse športe. Da sem tudi včeraj spremljal. Imamo kakšnega igralca z vaših koncev, nisem toliko na tekočem. Mislim, da trenutno igra v Domžalah, to je prav Prevalčan, Luka Topalović, 17 let. Tako da mislim, da bomo še slišali za njega, da se tudi počasi prebija v slovensko reprezentanco. Ti nisi bil takih aspiracij ali pa moče talenta, da bi se kdaj profiliral kot resen nogometaš takrat v tistih časih, potem, ko si nehal smučati? V bistvu, se mi zdi, da sem bil malo pozen, da nisem več obvladal žoge kot ostali, da sem res v bistvu naredil ta višek z samim tekom, pa vzdržljivostjo. V bistvu manjkalo mi je pa to znanje za žogo, kar pa se dobi v mlajših letih. To, kar pa sem v bistvu jaz zamudil. Še kakšna dirka taka, UTMB-ja, ki bi jo na dolgi rok rad tudi tekel, šel na kakšno, rekel, eksotično reč, odlaufati, kaj takega. Imaš še kakšne bucket liste? Trenutno ne, trenutno mi je res ta želja, da se mogoče dam v to 100-milsko razdaljo, da se mogoče to počuti malo bolj domačega, pa dajmo pustiti to odprto za naprej. Tako da zaenkrat je to glavni cilj. Za konec bi še povedal, na katere tekaške copate prisegaš, evo, zdaj še to vse zanima. Trenutno uporabljam Hoka. Kateri model, evo, da bo čisto natančno? Zdaj zadnjo stotko sem otekel z Cinal 2, to je kar neblažen copat in se je kar dobro odnesel tu na tekaških delih. Je bila pa kar tvegana poteza, ker v bistvu nisem vedel, da bo noge zdržale toliko časa v tako neblaženem copatu, ampak očitno je bilo to. To si jaz zdaj vse zapisujem. Recept, kako zmagati na K24. Vse to, kako. Ok, 20 let se moram pomladiti, ampak pustimo ta mali detajl. Jon Lichtenegger Widmajer, spoštovane, je zadnjo urico preživel z menoj, res sem užival v temle pogovoru. Nore stvari počneš, Jon, trenutno si zdrav, v polni formi, nepoškodovan. Mislim, kaj božga gledaš v sezono 2024? Kaj lahko poveva še, pod črto za konec, prišel si kot meteor na tole tekaško sceno in jo na en način osvojil. Zdaj, morda ko greš na tekmo, te že gledajo, zdaj pa že med favoriti, zdaj pa drugače, zdaj pa nisem padalec, ki pride, pa vse razruša, ampak zdaj si pa človek, ki ga že pogledujejo strani, pa reče, njega se bomo držali. Je zdaj kaj drugače morda, ne? Ko na dirke prihajaš že kot izrazit favorit, kot prej, ko si bil še malo bolj neznan? Za mene se v bistvu ne spremeni kaj. Še vedno imam pred tekmo isti občutek, to pozitivno tremo, tako kot na vsaki taki tekmi ne veš, kaj pričakovati. Jo jemljem kar z spoštovanjem pa z rezervo. Teda za mene se v bistvu to ne spremeni. Se poskušam malo potegniti nazaj, nočem izstopati. V bistvu to je moj recept in na tak način se v bistvu tudi najboljš počutim. Prav. Lepa misel za konec, dragi Jon, 2024 te bomo gledali, vse si mi povedal, jaz sem vse zabeležen, kje te moram spremljati. Če bo sreča mila, se vidiva na K24, z veseljem bi spremljal še en rekord, tokrat uživo, kako boš pretekel cilj. Recimo, zdaj bodo pa čišči za konc drzna,
če bi si ti vse sestavili, recimo letošnjo formo, pa z vsem, kar zdaj veš, kam bi lahko prestavil rekord K24? Tako? Po pravici povedano, letos mislim, da ne. Da sem bil v lanskem letu res v dobri formi, pa še to, ko sem omenil, da je res ta dnevna forma, da jo je res tako formo težko zadeti. Mogoče je to bilo zaradi temperanja, ne vem, nisem še točno analiziral, ampak se pravi, mislim, da je bila to tekma, zaenkrat tekma življenja, no in letos dvomim, da bi šlo. Pustimo se presenetiti za prihodnost, dragi Jon. Jaz ti želim izjemno sezono 2024, ja. Pa kljubco na 100 milki, še kakšno zanimivo zmago, jasno, ne? Pa da se potem v živo vidiva, pa da ti povem, kam me una mišica zateguje, pa da mi boš dal kakšno dobro vajo. Hecam se. Jon Lichtenegger, Widmajer, hvala za tvoj čas, za tvoje super insighte v svet ultrateka in vsega ostalega. Takole je minila urca pa pol. Super, hvala za povabilo, pa upam, da se vidimo kaj v živo. Pozdrav na Prevalje, se vidimo v 2024. Adijo. Čau.